Naloga pravi, poenostavi dani izraz. Poenostavljanje tega izraza se bomo lotili tako, da si bomo pomagali z nekaterimi pravili. In sicer najprej tukaj le piše tretji koren. Namesto tega tretjega korena bomo v dana eksponenta zapisali nekaj drugega. In sicer, če si tukaj le pogledamo med pravila, če imamo n koren iz nekega števila, to pomeni a na 1 ulomljeno z n. Zato tukaj lahko sedaj zapišemo a na kvadrat, b na minus 2, pa vse skupaj na 1/3. Podobno naredimo z drugim korenom in napišemo a na 4, b na 12 in vse skupaj damo na 1/8. Spodaj se pa najprej lotimo odpravljanja notranjega korena. Zato zunanji koren za začetek prepišemo. Tukaj pa ravno tako napišemo kot zgoraj. 2 na minus 1, a na minus 5, b na 8 in vse skupaj na 1/3. Sedaj se pa lotimo odpravljanja teh oklepajev zgoraj. Kadar potenciramo neko potenco še naprej, to naredimo tako, da osnovo prepišemo in zmnožimo eksponente. V našem primeru to pomeni a na 2/3. Naprej imamo b na minus 2/3. Naslednji oklepaj dobimo a na 4/8 in b na 12/8. Pripišemo ulomkovno črto. Spodaj se pa ravno tako kot zgoraj lotimo odpravljanja oklepajev. In napišemo a, potem dobimo 2 na minus 1/3, a na minus 5/3 in b na 8/3. Ker pa tega korena, kvadratnega korena nisem pisala, napišemo, vse skupaj damo v oklepaj in na koncu napišemo eksponent na 1/2. Kadar pri našem korenu tukaj ni nič napisano, vedno to pomeni kvadratni koren. Kvadratni koren pa zapišemo kot nekaj na 1/2. Sedaj se pa lotimo tega našega računa naprej. Najprej te dva člena prepišemo, torej a na 2/3, b na minus 2/3. Tukaj pa našo ulomko okrajšamo. A na 4/8 dobimo a na 1/2, pa b na 3/2. Spodaj pa dobimo a na 1/2, sedaj pa množimo 1/3 z 1/2. Zato dobimo 2 na minus 1/6. Potem dobimo tukaj spet množimo tretjine pa polovice, zato dobimo a na minus 5/6 in b na 8/6. Sedaj bomo pa vse naše eksponente zapisali z enakim imenovalcem, zato bomo vse ulomke razširili tako, da bodo spodaj šestine. Napišemo a. Če smo hoteli iz 3 priti do šestke, smo mogli 3 pomnožiti iz 2, zato tudi zgoraj množimo z 2, pa dobimo 4. B, sedaj v minus 4/6. Tukaj pa razširjamo s 3, dobimo a na 3/6 in pa b sedaj na 9/6. Spodaj zapišemo tale člen. A ravno tako kot zgoraj razširimo zdaj s 3 in dobimo a na 3/6. Ostale člene pa lahko samo prepišemo, saj imajo že v eksponentih ulomke s šestinami. Sedaj si pa pomagamo z naslednjim pravilom. In sicer, kadar množimo dve potenci z enakima osnovama, osnovo prepišemo, eksponenta pa seštejemo
Če pa delimo dve potenci z enakimi osnovami, potem osnovo prepišemo, eksponenta pa odštejemo. Zato bomo zdaj skupaj pobrali člene, ki imajo enake osnove. Začeli bomo pa z dvojko, zaradi tega, ker vedno uredimo naše rezultate tako, da zapišemo števila po velikosti in potem še črke po abecedi. Tukaj le napišemo, zgoraj dvojke ni bilo, zato bi lahko napisali 2 na nič in pa sedaj minus 1/6. Tale minus zaradi tega, ker je naše 2 na -1/6 v imenovalcu našega ulomka. Naprej prepišemo osnovo a in zapišemo a na 4/6, potem pa temu eksponentu prištejemo 3/6, nato pa odštejemo 3/6 zaradi tega, ker se tale nahaja pod ulomkovo črto in odštejemo -5/6. Nato pa še potence z osnovo b. Zgoraj se najprej nahajajo -4/6, zraven je pomnoženo z b na 9/6, zato 9/6 prištejemo, spodaj se pa nahaja še tale, zato tega odštejemo na -8/6. Pa napišemo 2 na nič -1/6 nam da 2 na 1/6. Tukaj pri a-jih se nam te dva člena, ki v štiricih nastopata trojke, ravno odštejeta. A na 4/6 minus 5/6 pa dobimo a na 9/6. In potem še potence z osnovo b, pa dobimo -4 plus 9 minus 8, pa dobimo b na -3/6. 2 na 1/6 prepišemo, tukaj pa tele dva ulomka v eksponentu še malce okrajšamo in dobimo a na 3/polovice, b na -1/polovico.